Zasijale praznične luči, Medvoška slavnostno predana namenu, v boju za božičnico, v znamenju popustov in dražitev, socialni demokrati brez svojega zastopnika, Mandragola po Medvoško, Filmarija na ogledu. Tudi decembra se ženijo, folklorni Dunaj po Dunaju, metal stil z novim albumom. Dober večer in lepo pozdravljeni. Kar nekaj ugibanja je bilo, s katerim prispevkom pričeti današnjo informativno oddajo. Skratka, začetek današnje informativne oddaje je odneslo vreme. 59 gasilcev, 17 zaposlenih v javnih službah pri koncesionarju, 5 sodelavcev elektropodjetja, 5 članov civilne zaščite in 15 drugih prostovoljcev je zaradi vremenskih razmer, zaradi vetra in raslih vodotokov v ponedeljek in torek interveniralo na 25 lokacijah po občini. Na 5 lokacijah je šlo za podrta drevesa, 2krat za prekrivanje strehe, 2krat za zaporo ceste in 2krat za ogrožanje stavb zaradi visokih voda in na 13 lokacijah za motnje pri oskrbi z elektriko. Sedaj pa nadaljujemo s prva načrtovanim prispevkom in to je prižig prazničnih luči na svetega Miklavža dan. V sredo 6. decembra se je tudi v Medvodah začel veseli december. Zapeli so otroško-mladinski pevski zbori, vse prisotne je prvič pozdravil tudi sveti Miklavž, vrhunec pa je prav gotovo bil odštevanje do prižiga prazničnih luči, nato manjši ognjemet in letos prvič tudi odprtje drsališča, postavljenega pred Medvoško knjižnico, ki bo na voljo vsak dan med 14. in 21. uro, sobote, nedelje in praznike pa že od 10. do 21. ure do predvidoma sredine februarja. Na drsališču bo vsak dan do 24. ure na voljo tudi praznična gostinska ponudba, drsanje bo brezplačno, možna bo tudi izposoja drsalk. V drsališču smo govorili, mislim, da zdaj že 2 leti zagotovo, pa nekako nismo zbrali poguma, ker se je potrebno zavedati, da recimo je tudi kar precejšen finančni vložek. Pa vseeno, no, če želimo nekako nadgrajevati vsebine tukaj v centru, če želimo, da se ljudje v decembru še več zadržujejo, tukaj je potrebno narediti tudi včasih malo bolj drzne korake naprej in verjamemo, da drsališče zdaj nekako do konca februarja oziroma do sredine februarja bo stalo, je korak v to smer. Na tokratnem prižigu prazničnih luči se je zbrala lepa množica ljudi. Ja, jaz moram reči, da sem glede na izplen, to se pravi glede na število obiskovalcev, zelo zadovoljen. To se pravi še en dokaz več, da je bila odločitev o postavitvi drsališča prava, o 2 prireditvenih prostorih ali pa krajih tudi. In jaz samo upam, da bodo tudi drugi dogodki dobro obiskani in pa da bo drsališče funkcioniralo in da bo strani občanov in seveda tudi širše dobro obiskano. Na tokratnem prižigu prazničnih luči se je zbrala lepa množica ljudi. Pomembno je nekaj, bilo jih je več kot lani. Vsako leto delamo na tem, da dogodke nadgradimo, razširimo in cilj nam je večje število obiskovalcev in mislim, da je cilj dosežen. Razpoloženje med obiskovalci je bilo občutno dobro. Ja, počutim se po dolgem času Medvoščan, tako da lahko rečem, da se tudi pri nas v Medvodah takele stvari dogajajo, da ni to samo, da moramo iskati parking tam po Ljubljani 1 uro in da nas pol mine in da gremo domov. Ne. Tako da sem zelo vesel, da je to tle, zelo vesel sem lučk, še najbolj pa tega leda, no, da lahko tudi tam malo peljemo in da imamo v bistvu vse stvari po roki. Ja, jaz upam, da bo takle trend šel naprej, no, tako da se bo te stvari še dogajale, da ni tole samo zvezda enodnevnica. Ne. Kakšni so kaj vaši vtisi glede današnjega dogodka? Zelo prijetno, smo ful veseli, da so v Medvodah začeli končno malo dogajati, malo več v decembra, vedno čakamo december, da se začne to dogajanje, je to prijetno. Danes pa še posebej, ker je ta drsališče za nami in še dodatna stvar, da nas pač vleče v center Medvoda, ni treba v Kranj ali pa Ljubljano ali pa kam podobno. Če bo še naprej taki dogodki, da se bo center takole zapiral, da ne bo avtomobilov, da se bomo lahko prosto z otroci in nasploh dogajanje tukaj bilo, definitivno bo super. V času dogodkov, ki bodo potekali na Medvoški tržnici, bo za motorni promet zaprt center Medvod. Prvič že to soboto, ko se obeta že 4. tekmovanje v kuhanju vina in čaja. Kjer se dobimo pravzaprav vsi z vseh koncev občine tukaj. Bolj kot tekmovanje v kuhanju vina je bolj večji poudarek na tem, da se družimo. In letos sem posebej vesel zato, ker so organizatorji pripeljali tudi super zasedbo, zabavali nas bojo kranjci, tako da jaz verjamem, da bo to tudi ena taka dodana vrednost.
Veseli december vsako leto želimo nadgraditi. Vemo, da ga moramo začeti z prižigom luči in končati s silvestrovanjem, to vemo. Kaj pa narediti noter, je pa iz leta v leto uganka, ki jo hočemo raziskati do tega, da bomo uspešno naredili vse možne dogodke. Mogoče drugo leto razmišljamo že zdaj o tem, da naredimo, sploh če bomo obdržali idejo drsališča, že vnaprej bolj dodelan program, kaj ob drsališču ponuditi, kaj na drsališču ponuditi, predvsem pa kakšnega eminentnega izvajalca, ki bi naredil en tak velik koncert tudi med veselim decembrom, ne samo na koncu ali pa na začetku. Sem vsak let vidim, da je vedno več luč, pa mečkam vedno drugače z lučkam, tako da je kar v redu. Kritika, mogoče bi se lahko večkrat kaj takega tudi, da se v center zaprl, pa kaj takega dogajanja bilo. Edino to. Predlog imam, da bi bilo silvestrovanje zunaj, nikakor v dvorani, nikakor nekje zunaj, po možnosti malo šotora, štanti, vinček, tako kot je zdaj tole tlele. V glavnem, ta atmosfera, taka zimska mora biti, pa normalno bend. Dejstvo sicer je, da je ideja o silvestrovanju na prostem, kot je nekdaj že bilo v zraku, visela že letos. Žal letos silvestrovanja zunaj še ne bo. Kajti zaradi spleta nekaterih okoliščin bo silvestrovanje še enkrat več v športni dvorani Medvode, ampak zaradi tega nič slabše, nič manj dobro pripravljeno. Torej, vabljeni vsi, da se nam pridružite na silvestrovanju v dvorani z skupino Kalipso. Za dobro hrano in pijačo in dobro razpoloženje bo dobro poskrbljeno. Že v prejšnji informativni oddaji smo poročali, da je Miklavž prinesel nov most čez reko Ločnico v Sori in napovedali še, da je prinesel tudi slovesno odprtje obnovljene 2. in 3. faze Medvoške ceste. Naložbe v vrednosti nekaj manj kot 300 000 evrov. Značilnosti obeh naložb sta, obe sta zaključeni pod pogodbeno vrednostjo in slovesno odprtje obeh je bilo načrtovano že septembra. Namesto prereza traku pa tokrat slavnosten prižig kresničk. Uradno in slovesno so odprtje naložbe načrtovali že v sklopu dogodkov ob Evropskem tednu mobilnosti konec septembra. Takrat je nastala tudi pesem oziroma skoraj 4 minute dolga epska pesnitev Kobrovskega, ki pa je tudi tokrat naletela na dober odziv. Pripoveduje o čakanju na asfalt občana Vilija, očitno tam nekje v medvoških Polhograjcih. Čez nekaj let pa Vili spet jezno se priduša. Kako da spet v proračunu je občinskem suša? Od danes dalje tu prisegam, da se britev več ne bo mi brade dotaknila, dokler cesta prav do mojih vrat ne bo do konca se zgradila. Vili poje si balado in spotika se ob brado. Ko v hrib si žene tele mlado, sreča ga občinar rado, ob njemu stavi svojo lado in takole pravi. No, za jutri se pripravi, smo se odločili, Davi, da cesta letos bo končana, čeprav za proračun bo rana. Rekonstrukcija Medvoške ceste je bila v tem mandatu na prvem mestu prioritetnih projektov, ki jih je predlagala krajevna skupnost Medvode Center. Ta investicija je bila cirka 15 let pri nas na prioritetni listi. Pol je začela ogledovati luč sveta oziroma svetlobo. In v zadnjih 3 letih se je zdaj naredilo tudi, da cirka 18 let je trajalo, da smo prišli do tega. Mislim pa, da je zelo lepo, da imamo, ker je bila stara Medvoška zelo dotrajana. Uradno in slovesno odprtje obnovljene 2. in 3. faze Medvoške ceste je bilo drugačno, kot smo bili sicer vajeni. Namesto slavnostnega prereza traku, slavnostni prižig kresničk. Upam, da bomo po naši Medvoški varno hodili, ker je tudi razširjen pločnik. Seveda tudi vozili se bomo bolj varno, ker brzine ne bojo prehude, prevelike in da jo lahko odpremo in jo spustimo v promet. Spomnimo, na podlagi javnega naročila je bila kot najugodnejša izbrana ponudba podjetja Eurograd v vrednosti dobrih 235 000 evrov. V sklopu prvotnega načrta se je obnovila voziščna konstrukcija in odvodnavanje, na novo uredile širše površine za pešce, obnovila javna razsvetljava in postajališča avtobusnega prometa in obstoječa križišča.
Za zagotavljanje varnosti pešcev so bile zgrajene hitrostne ovire pri prehodih za pešce in na križišču z Donovo cesto. Dodatno pa so obnovili še avtobusno postajališče na končni postaji 25, popravili in preplastili večje udrtine nasproti garaž in postavili še dodatno urbano opremo, nove enotne klopi in nadstreška. Krajani samo cesto so zadovoljni. Kot sem že prej povedal, in z grbinami in s pločnikom širšim, širino ceste. Od začetka niso bili zadovoljni z razsvetljavo, ta je bila premočna. Zdaj se je tudi to nekako uredili, so naredili, da se od 10, da se na polovico zatemni, tako da jim ne svetli v spalnico, da lažje spijo. Tako da mislim, da moram še omeniti avtobusno postajo, ki se je zaradi zakonodaje sicer mogla prestaviti. Upam, da jo bojo zdaj majčkeno še prestavili nazaj gor, ker so ljudje iz Svetja tlele, ki prihajajo dol, starejši in grejo težko ali pa iz blokov z vozički. Dobro, ljudje, ki tukaj živijo, so mogli imeti kar precej živcev, zato ker ni bilo popolne zapore, ves čas je bila samo polovična, torej delalo se je v poletnem času, kadilo se je, res smo znotraj samega centra, tako da veliko je bilo treba potrpežljivosti z njihove strani. Pri nas mogoče ponovno to, da zakon o javnem naročanju ne pomeni, da je najcenejši izvajalec vedno tudi najbolj efektiven. Tega smo se gotovo naučili iz te zgodbe, ampak tukaj mislim, da mi kot naročnik težko kaj naredimo. Ponovila pa se je že znana zgodba. Vrednost izvedenih del sicer pod pogodbeno vrednostjo, naložba pa vendarle zaključena s časovnim zamikom. Pogodbeni rok za dokončanje vseh del, tudi dodatnih, je bil namreč 9. oktober, vendar vsa dela niso bila zaključena. Za prekoračitev roka od tega dne dalje pa je odgovarjal izvajalec del. Prihranjenih je bilo kar nekaj sredstev, ne glede na to, da smo potem izvedli več dela, in sicer celo obračališče prvotno ni bilo planirano, pa je bilo potem, zato ker je bilo resnično potrebno in da smo projekt lahko izvedli v celoti, smo ga potem pridali in ga izvajalec tudi izvedel. Nekaj zamude seveda prihaja iz tega, nekaj zamude gre gotovo pripisati tudi slabemu vremenu v septembru, mislim, da je bilo celo 20 deževnih dni. Nekaj odgovornosti pa gotovo nosi tudi izvajalec, ki se ni držal rokov, seveda pa iz tega sledi tudi pogodbena kazen. Ki je? Pogodbena kazen bo po vsej verjetnosti dosegla maksimalno, to pomeni 10% investicije, kar pomeni, da bi znala biti sama investicija nekje 15 do 20% celo nižja od tistega, kar smo planirali. Medtem ko je slednji v govoru že izpostavil naslednji projekt v tej krajevni skupnosti, ureditev tržnice s parkovnim delom in večnamenskim prireditvenim delom, pa je predsednik krajevne skupnosti že napovedal prioriteto krajanov. Edina ena stvar me moti. Grbina proti Donovi je zelo, bom rekel, visoka. Jaz upam, da je to z razlogom, tako da bi v naslednji fazi popravili še Donovo in s tem nekako zaključili medvoški projekt cest. Tako kot vse naložbe v cestno infrastrukturo, pa je tudi ta sledila celostni prometni strategiji občine Medvode in hkrati za ponoven apel k večji uporabi javnega potniškega prometa. Tako 30 kot nova trasa 15 do Sore sta nerentabilni. Slednja celo pod velikim vprašajem. Je zadeva, ki nas trenutno še rešuje, so osnovnošolci, ki uporabljajo to linijo za pot v šolo. Sicer je pa linija absolutno nerentabilna. Ne samo nerentabilna, ampak bo treba po vsej verjetnosti v prihodnjem letu še povečati subvencijo. Vprašanje pa je, dokje je to še na nek način še smiselno, ker ti treba se zavedati, da občina preko 250 000 evrov letno da za subvencije takšne in drugačne javnega potniškega prometa. V sredo ob 8. uri so delavci zaradi prenizke božičnice najprej spontano ustavili proizvodnjo v Kuličevem, pozneje so se jim pridružili še kolegi v Preski. Vseh stavkajočih ne bi bilo okoli 200. Šele popoldne so se predstavniki delavcev in uprave začeli pogajati o višjem izplačilu, s pogajanji pa so nadaljevali danes.
Vzrok za nezadovoljstvo in nenapovedano stavko je bila višina božičnice, ki naj bi bila po dogovoru s sindikatom kemijske, nekovinske in gomarske industrije, sklenjenim že marca, izplačana jutri, 15. decembra, in naj bi bila enako visoka kakor lani. Tisti, ki imajo več kot 1500 evrov bruto plače, naj bi torej prejeli 200 evrov bruto božičnice, tisti z nižjo plačo pa 350 evrov bruto. Po nekaterih neuradnih informacijah so delavci zahtevali, da se jim zaradi letošnjih dobrih poslovnih rezultatov, za katere so zaslužni tudi oni, nakaže 1300 evrov bruto božičnice. To je sicer nekoliko manj, kot jo prejemajo zaposleni v avstrijskih podjetjih skupine. Gre torej za izrazito nezaupnico tako upravi, kakor tudi sindikatu, ker se niso bili sposobni dogovoriti za višje izplačilo. Sindikat se je z upravo pogajal že marca in takrat dosegel 25% višji regres. Pri zahtevi za višjo božičnico pa se je zataknilo. In čisto sveža novica je, da so v Heliosu danes vendarle dosegli dogovor, po katerem bodo zaposleni prejeli božičnico, ki bo sestavljena iz fiksnega dela v višini 300 oziroma 500 evrov in variabilnega dela v višini 1,5% letne plače zaposlenega. Od marca letos ima Helios skupina, ki ima podjetja v 18 državah, novega lastnika. To je japonska družba Kansai Paint. Heliosov obrat v Preski je eno največjih podjetij v občini Medvode. V njem je nekaj čez 200 zaposlenih. Maja letos so v njem slovesno odprli novo visoko regalno skladišče za končne izdelke in se pohvalili, da so v zadnjih 2 letih za različne naložbe v Preski namenili 7 milijonov evrov, ter da stalno povečujejo proizvodnjo industrijskih premazov za kovine in proizvodnjo praškastih premazov. Helios, tovarna barv, lakov in umetnih smol, ki deluje v Količevem in Preski, je imela lani 174 milijonov evrov prihodkov in leto končala 17 milijonov evrov dobička. Po nekaterih ocenah pa naj bi letošnje leto končala s kar 20 milijoni evri dobička. No, kot kaže, prazniki prinesejo tudi boj za božičnico. Občinski svetniki so na zadnji seji občinskega sveta med drugim sprejeli tudi osnutek spremenjenega programa opremljanja in kriterijev za odmero komunalnega prispevka. Ta naj bi bil po novem nižji. Pripomb svetniki niso imeli, tako da lahko pričakujemo, da bodo dali zeleno luč tudi temu predlogu. Spremembe komunalnega prispevka se nanašajo zgolj na gradnjo kanalizacijskega omrežja, ki bo zaradi pridobitev kohezijskih sredstev za izgradnjo kanalizacije v tem segmentu za bodoče graditelje nižji za 25%, medtem ko bo za obstoječe lastnike, ki bodo z greznic prešli na kanalizacijo, veljal 50% popust in to velja za celotno območje občine Medvode. To pomeni, da bojo vsi naši občani na nek način imeli benefit od tega evropskega projekta. Kajti, če bi mi ta evropski projekt zdaj držali samo v teh aglomeracijah, kjer ga bomo izvajali, potem bi vsi ostali od tega ne imeli nič. Tako pa smo rekli, že tako bodo ta področja, kjer bo izgrajena kanalizacija, na nek način doživela komunalno razsvetljenje. Prav je, da potem vsaj v komunalnem prispevku imajo nekaj malega od tega tudi potem ljudje, ki na tistih območjih, kjer bomo pa to kasneje tudi še izgrajevali. Mislim, da bolj sindikalni, če hočete, ali pa bolj rahločutni, tenkočutni bi bili težko. Dejstvo je namreč, da se s kohezijskimi sredstvi lahko gradi kanalizacija le na aglomeracijah z več kot 2000 populacijskih enot. In to sta v naši občini le 2. In dejstvo je, da bi morali javno kanalizacijo do leta 2023 zgraditi tudi v aglomeracijah z več kot 500 populacijskih enot. Tukaj bomo imeli pa še kar nekaj težav, zato ker ne vem, niti se ne znam točno predstavljati, ki bomo ta sredstva zagotovili. Torej za komplet Senico, Zbilje in Smlednik bo teh sredstev čez zelo groba ocena je tam okrog 10 milijonov evrov. Pa nismo še tudi besede rekli o Polhograjcih, predvsem o naseljih Seničica, Golo Brdo in Žlebe. Za slednje pa se že več kot leto dni čaka na državno uredbo, ki bo občinam dala možnost, da se samostojno odloča, ali se bo območje urejalo z javno kanalizacijo in skupinskimi malimi čistilnimi napravami ali individualnimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Torej občina bo dobila možnost, da se odloča tudi v skladu s finančnimi in tehničnimi zmožnostmi. Sedaj pa k podražitvam. Na zadnji seji so občinski svetniki dali svoje soglasje tudi k višji ceni storitve pomoč družini na domu.
Razlog za povišene cene je sredi letošnjega leta podpisan aneks kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, ki je prinesel spremembe pri uvrstitvi določenih delovnih mest, med drugim tudi izvajalk pomoči na domu za 2 plačilna razreda. Zaradi podpisanega aneksa so se stroški dela v konkretnem primeru povišali za dobrih 5% oziroma za dobrih 800 evrov mesečno. Glede na to, da občina Medvode storitev pomoč na domu sofinancira v višini 70%, stroške vodenja in koordiniranja pa v celoti, so nove cene za uporabnike te storitve na delovni dan 5 evrov in 38 centov, ob nedeljah 7 evrov in 64 centov in ob praznikih 8 evrov in 24 centov na uro. Glede na to, da je bil aneks sprejet sredi leta, so občinski svetniki dobili v potrditev tudi sklep, da občina Medvode pokrije razliko v plačah od 1. julija dalje do 30. novembra v višini dobrih 4000 evrov. Dejstvo je, da so sindikati do 25. plačnega razreda odobrili po kolektivni pogodbi povečanje teh najnižjih plač in dejstvo je, da je posledica, ki jo je sicer minister za javno upravo zagovarjal, da ima 73 milijonov denarja za te namene, prenesel na občine in pa na uporabnike storitev. Tako da kaj dosti drugega kot povečati ceno glede na izvajalcu, glede na to, da so te stroški dejansko nastali, prav dosti druge možnosti nimamo. Te oskrbovalke imajo izredno nizke plače, to imajo zajamčene minimalne plače, ne zajamčene pač pa minimalne plače in tudi s tem pridobijo minimalno. Kako lepo je mešati javno in zasebno. Takrat, ko nam ustreza zasebnikom, uporabljamo javno, takrat, ko nam ustreza zasebno, uporabljamo zasebno. Tukaj je skupina Komet, ki ima v svojem sestavnem delu Komet domove, Komet zavod, pa mogoče še Komet inženiring. Lepo, krasno, upravljajo javno službo v privatnem imenu, jasno ne v javnem, ampak v privatnem. Skupina ali pa recimo en del od skupine je v lanskem letu naredil približno 4,7 milijona čistega prometa, ustvaril 340 približno tisoč evrov dobička. Tukaj se pogovarjamo o 4009 evrih, ki jih en del te skupine želi imeti od občine, ker delajo v javnem interesu. Vsi se gotovo strinjamo, da imajo zaposleni z nizkimi osebnimi dohodki pravico, oziroma da je prav, da se jim osebni dohodki zvišajo. Vendar smo soočeni tudi z drugimi pritiski, zlasti v javnem sektorju. Naprimer, v zadnjih dneh smo slišali, da tudi ravnatelji osnovnih šol, pa srednjih šol tudi, zahtevajo oziroma si prizadevajo, da z ozirom na svojo odgovornost, da se jim zvišajo osebni dohodki, vendar vlada pa tukaj za to statusno skupino ljudi pač ni bila pripravljena popustiti. Tako da tudi tukaj lahko vzamemo torej za niže gotovo, ampak za više pa ne. Tako da tukaj je tudi nekaj demagogije. Ali pa preprosto dejstvo, da plače za učitelje in ravnatelje šol zagotavlja država, storitev pomoč družinam na domu pa sofinancira občina. V prejšnjem prispevku smo slišali eno izmed redkih izjav Gorazda Šturma na sejah sveta v zadnjem času. Morda ste pogrešali tudi napis, da je predstavnik socialnih demokratov. Dejstvo namreč je, da je iz te stranke izstopil. V tem času smo sicer pričakovali povabilo občinskega odbora socialnih demokratov, da se njim in otrokom pridružimo v športni dvorani Medvode pri ogledu gledališke igre in na obisku Dedka Mraza, ki bo prav vse otroke tudi obdaril. Tokrat pa smo dobili pojasnilo, tega dogodka v organizaciji občinskega odbora SD Medvode ne bo. Naš član SD-ja, dosedanji član, gospod Gorazd Šturm, je nam je kratko jasno povedal, da je on vse rezervacije oziroma vse sponzorje vzel zase. Tako da na vprašanje, kako zase, je rekel, kaj mi pa morate. Tako da se meni to zdelo zelo zahrbtno, nekorektno. 5 let smo imeli Dedka Mraza za vse otroke.
Medvod, ne glede čigava je pa odkot, je pa otroci bili zelo veseli. Lansko leto smo podelili okrog 180 daril otrokom. To isto smo mislili narediti letos. V terminu, ko bi ta prireditev morala biti, je sedaj v športni dvorani Medvode napovedana predstava z naslovom Dedek Mraz dobi darilo plesne šole Urška Medvode, ki jo vodi Darja Šuster, sestra nekdanjega člana medvoških socialnih demokratov Gorazda Šturma. Šobat meni, da je celotna prireditev zgolj tržno usmerjena v pridobivanje novih mladih plesalcev. Zadevo bojo probali skomercializirati tako, da bo na tak način dobili čim več otrok. Igrice ne bo, vsaj po mojem vedenju, da ne, bojo samo te plesni nastopi, pač da bojo otroci rekli, ja mami, kdaj pa gremo na plesati pa to. Šobat je Šturma z vedenjem in podporo centrale stranke pozval naj odstopi tudi kot član občinskega sveta, saj je bil izvoljen na listi stranke socialnih demokratov, torej na listi stranke, iz katere je izstopil, tako kot je izstopil tudi iz odbora občinskega sveta. Šobat je obvestil tudi župana Nejca Smoleta, da Gorazd Šturm v občinskem svetu ne zastopa več interesov socialnih demokratov. Čeprav razumem, v tem trenutku SD nima svojega zastopnika niti v občinskem svetu, niti v odborih. Ja, res je. SD je, lista SD-ja je imela samo enega svetnika in to je bil gospod Šturm. On je odstopil in mi zdaj pričakujemo, da bo odstopil kot svetnik. Od gospoda župana pa ravno tako pričakujemo, da bo nekomu predstavniku SD-ja dal mandat do konca mandata in v odborih, da je bo nadomestil nekdo predstavnikov SD-ja. Za pojasnilo smo prosili tudi Gorazda Šturma, ki je v svojem odgovoru zaenkrat precej kratek. Citiramo: Dedek Mraz je projekt, ki ga od vsega začetka podpiramo podjetniki, ki prihajamo iz lokalnega okolja. Upam, da bo tako tudi v bodoče. Kandidiral sem na listi socialnih demokratov. Izvolili so me volivke in volivci, zato ne vidim razloga za odstop. Stranki Socialni demokrati sem podal odstopno izjavo, a še nisem prejel potrditve, da nisem več član stranke. Dokler temu ni tako, sem pravno formalno še vedno član stranke. Konec citata. Podobno situacijo smo v občinskem svetu že imeli pred leti, ko je Jelena Aleksič mandat občinske svetnice pridobila na listi LDS, potem pa je iz stranke izstopila in prestopila v stranko Zares. Mandata občinske svetnice pa kljub pozivu strani LDS-a ni vrnila. To ji, tako kot Gorazdu Šturmu, ni bilo potrebno, saj je to stvar osebne odločitve. Že prejšnji torek se je v klubu Jedro odvila projekcija kratkih filmov ljubiteljskih filmskih ustvarjalcev z območja osrednje Slovenije. Filmarjenje je potekalo v družbi slovenskega režiserja Borisa Petkoviča. Tokrat mu ni bilo potrebno narediti izbora, saj je bilo prijavljenih del manj kot leta poprej, vendar kot pravi, kakovost zaradi manjše kvantitete ni nič slabša. Že 9. leto zapored je filmarjenje v klubu Jedro potekalo pod okriljem območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Letos je novega to, da imamo nekaj novih avtorjev, veliko je že takih konstantnih, kjer se srečujemo že vsako leto. Veseli smo vedno tudi novih. Izjemnost tega srečanja, tega festivalčka je to, da je tako starostno zelo pestro, raznoliko, da tukaj so ustvarjalci od osnovnošolskih otrok do starejših in malo starejših in tako. In delujejo pa v različnih, ali bodisi šolah, klubih, društvih, bodisi posamezniki, ki jim je pač hobi ustvarjanjem filmov. Na Javnem skladu za kulturne dejavnosti si prizadevajo predvsem, da bi se filmska vzgoja vnesla v šole med mlade kot njim lasten jezik izražanja. Kajti danes vemo, da je že ta tehnologija zelo dostopna, da lahko filme delamo tudi že z iPhoni, telefoni in tako naprej. In je to nek način izražanja, ki je pač
sodoben, pač novejši način izražanja. Včasih smo slikali ali, ne vem, igrali posebej, danes je pa to nekako se mi zdi, način izražanja prihodnosti, no, ker imajo pač, ki združuje, ne, ki je neko križišče od igre, do tehnike, likovno, skratka, če so to animirani filmi, seveda je to zelo likovno tudi in tako naprej, no. Tako da ponuja izredno bogat spekter možnosti ustvarjanja za mlade in da se skozi film se lahko tudi kritično izražajo, ne, o svojem času, svetu. Filmarjenje je potekalo v družbi strokovnega spremljevalca sklada in slovenskega režiserja Borisa Petkoviča, ki letos žanje velike uspehe z večkrat nagrajenim otroško-mladinskim filmom Košarkar naj bo, ki je nastal po knjižni uspešnici Primoža Suhadolčana. Film je med drugim dobil tudi kar 2 zlati roli, to pomeni, da si ga je ogledalo več kot 50 000 ljudi. Vedno srcem sem na strani amaterske kulture, tudi sam sem se začel na začetku delati skeče, filmčke in tako, in sem tudi prve nagrade sem dobil na festivalu neodvisnega filma, v bistvu amaterskega filma tukaj v Ljubljani. Tako da seveda se vedno spomnim, ko gledam tovrstne filme, se spomnim tudi svojih začetkov. In mislim, treba je reči, da pač amaterski film je film, ki nastaja iz ljubezni, ne? In to se včasih, se pravi, negativna stran tega je, da avtorji mnogokrat nimajo pravega občutka za dolžino, saj so zaljubljeni v svoje kadre, ne? Ampak po drugi strani se pa ta ljubezen seveda čuti, bi rekel, znotraj filma, velikokrat so zelo osebni, se pravi, zelo je jasen in prepoznaven ta odnos avtorja do tematike, s katero se ukvarja. Na filmarjenju se je predstavilo 11 filmov, ki jih je Boris Petkovič razporedil v 3 kategorije, in sicer igrani in animirani film, eksperimentalni in eksperimentalno-dokumentarni film, v okviru katere se je predstavil tudi kulturno društvo Sejalec umetnosti Senice s filmom Se vrtim in kulturno-umetniško društvo Jara Mispirnič s filmom Soni Vox Colore. Slednji se je v kategoriji dokumentarni film predstavil z še enim filmom Extempore 2017. Predvsem bomo rekli, da tokrat prvič po ne vem koliko letih, ko dobivam te filme v izbor, to ni bil izbor, ampak smo jih kar vse uvrstili. Kaj to pomeni, da se manjša, se število filmov, ki jih ljudje prijavljajo na filmarjenje, kar pa ne pomeni, da kvaliteta tukaj trpi, ne. To so še vedno, bi rekel, inovativni filmi mladih ustvarjalcev, ki se pač s težavami spoprijemajo na tak ali drugačen način. Letos je zelo lepo, da je cel izbor, da imamo v bistvu avtorje vseh starosti, tako bi rekel, od teh najmlajših do tistih, ki ustvarjajo v, če rečem, jeseni svojega življenja. Tako da je izbor pester in raznolik in mislim, da je ravno prav vse skupaj nekako padlo v 1,5 ure programa, ki je zelo zanimiv. Kljub temu, da ni šlo za izbor niti za tekmovanje, pa je režiser na koncu izpostavil filme Srednjeveška Ljubljana, Od Ljubljane do Črnomlja, Mir za Božič in Soni Vox Colore. V Kudu Fofite se radi lotevajo izvirnih predstav, tako da klasičen obiskovalec gledaliških predstav redko kdaj ve, kaj bo doživel ob obisku njihovih predstav. V pripravah na uprizoritev komedije Medragola, ki je pravzaprav posodobljeno in lokalizirano besedilo Nikole Machiavellija, so se tokrat lotili nekoliko drugačnega pristopa. Ker gre za domače besedilo scenaristov Janeza Vencla in Gregorja Rozmana, so javnosti najprej pripravili bralno uprizoritev, kar pomeni, da smo bili priča literarnemu večeru, ki bo v bližnji prihodnosti doživel še odrsko uprizoritev.
Mandragola, zgodba o mladeniču, ki se zagleda v oddano lepotico, a se odloči, da jo bo osvojil ne glede na to, kaj bo za to potrebno storiti, pa čeprav bo njeno krepost osvojil zvijačo. To znano delo je že doživelo različne odrske uprizoritve, Fofitejevci pa so se zgodbe lotili malo bolj po svoje. Zgodbo o dediču lokalnega industrijskega imperija barv in lakov, ki se zagleda v medvoško lepotico Amelijo, a je ta na žalost omožena s premožnim lokalnim odvetnikom. Kar pa ni ovira za zaljubljenca, ki mu s spletkami pomagajo lokalni pomočniki, ki mimo grede prikažejo še vse pokvarjene značilnosti današnje politike in življenja. Tokrat je Janez Vencel prišel na dan z idejo, da bi igrali Mandragolo. Jaz sem to besedilo seveda poznal že odprej, ga tudi nekajkrat mislil že delati v gledališču. Spet sem ga prebral in sem nekako čutil potrebo potem, da bi ga oblekli v en svež jezik, sodoben, ker je Kosmačev prevod, ki ga mi imamo, je za moj okus mal star. In zato sem mu predlagal, naj bi to prevedli v en sodobnejši jezik. Sodobnejšim jezikom Branko Kraljevič ni mislil, da bi šli tako daleč, da bi like v predstavi zamenjali ali celo ukinili, vendar sta Vencel in Rozman uporabila svojo literarno domišljijo in besedilo predelala do te mere, da sta celo enega najbolj pomembnih likov v Machiavellijevi komediji Župnika zamenjala z likom Madama Gate, oziroma kot pravita, Madama Gate. Dodala pa sta tudi nove like, na primer Sničanko, in tako še poudarila lokalni doprinos. Edino, kar je res skupnega z originalnim Machiavellijem, je to, da je Machiavelli, njegovo življenje in pisanje je bilo pomembno označeno s prisotnostjo Medičejcev. No, v Medvodah je pa bil tovarnar Medič, ki se z malo besedne igre takoj spremeni v Medičejca in je ta naveza, Firence pa Medvode preko Mediča in Medičejcev nekako aktualnejša in bolj zanimiva. S tem sta se ona dva poigrala. Obdržala sta tudi rdečo nit Mandragole, saj tudi v Medragoli nekdo z dobrim načrtom in željo, ne glede na ceno, uspe osvojiti neosvojljivo. No, v tej predstavi se pa ne zgodi samo to, ne gre samo za to, da nekdo hoče dobiti ženo nekoga, ampak pri nas se dogaja pravzaprav ena novost znotraj zgodbe tudi v sami izmešnjavi identitet. Tle se nenadoma identitete rušijo. Moški prepuščajo mesto ženskam, ženske prepuščajo mesto moškim in ta svet dejansko postane en Babilon, en kaos. Če je bil v 15. stoletju odmeven dogodek že to, da je nekdo s spletkami prišel do soproge pomembnega meščana, pa za današnje čase to ni več tako zelo posebno. Zato je za bolj dramatično zasnovo, ki jo čedalje bolj pogosto srečujemo tudi v vsakdanjem življenju, poskrbljeno z mešanjem seksualnih identitet in s poželjenjem po istem spolu. Poleg tega so uvedli ta osnovni, rekel, to mišnico, v katero se ujame ta Niko, pomemben advokat, preko te zgodbe o svinganju, svingerski zabavi, ki je nekako povod, razlog temu, da doseže svoj cilj. Skratka, in preko te svingerske zabave se seveda še bolj izpostavi in še bolj relativizira vse te seksualne identitete. Tam dejansko več, kot tudi sami rečejo, ne veš več, od kje bo priletel, pa od koga pa komu. In s tem se ustvarja ena totalna relativiteta tega življenja, ki je pravzaprav blizu temu, kar v resnici živimo. To je na nek način ena nova podoba te družbe naše, ne samo medvoške, ampak družbene, sploh evropske, svetovne. To je recimo v tem tekstu nekaj novega, pa malo drugačnega. Da bi besedilo predstavili v surovi, nevizualni obliki, so zainteresirani javnosti pripravili bralno uprizoritev in sicer v ponedeljek 4. decembra v prostorih kavarne Sotočje. Občutki so kar zanimivi, tega nismo vajeni.
ker smo dali na nek način v vpogled nekaj, kar je v procesu dela in zelo redko se zgodi, da pride do takih poskusov. Tako da z tega vidika je seveda bilo to zame eno zanimivo doživetje, ker se je še bolj, kot je to navada na premieri, sta se soočala dva principa. Eden je tak, ki ga imaš v glavi, to je vizija predstave, odnosov in tako naprej. Drugo je pa to, čemur si priča. In seveda, glede na to, da je to polizdelek z gledališkega vidika, današnji večer je treba gledati bolj kot literaturo, kot gledališče. Bralna uprizoritev seveda ni neka posebnost, ki bi se je spomnili v Medvodah, je pa značilna predvsem, kadar se pripravlja predstava z nekim novim besedilom, da si ravno je Medragola narejena na obstoječi predlogi. Medtem ko današnja igra je pa predelava nekega obstoječega klasičnega teksta, ki je sam po sebi zelo radikalen in s to radikalnostjo je prenešen v medvoško okolje. In v tem primeru postanejo nekatere situacije dosti bolj vznemirljive, pikantne, smešne, skratka tudi za gledalca privlačne. Medtem ko, če pa uprizarjamo klasiko, taka kot je, pa to odpade, ker tam so stvari poznane, ljudje vejo, kakšna je zgodba, kaj se zgodi, kakšni so odnosi med ljudmi in se v tem primeru ne zgodi nič tako novega, kot se pa v takem primeru, kot je primer Medragole. Tudi na podlagi ponedeljkovega bralnega večera bodo člani Kuda Fofite sprejeli nekaj pomembnih odločitev. Ljubitelje medvoškega gledališča pa bodo na premiero predvidoma povabili spomladi prihodnje leto. Feri Lainšček je dejal, da se lahko ptički ženijo tudi v tem letnem času. Zato so se v mini lutkovnem odru Kud Pirniče odločili, da to njegovo delo na oder premierno postavijo že minulo soboto. Prva ponovitev pa bo dejansko šele 11. marca prihodnje leto na predvečer Gregorjevega. Prvič sta se kot režiserki preverili Iva Grabnar in Mojca Firn. Feri Lainšček je dejansko bolj znan po svojih delih za odrasle. Njegova domašija pa ni nič manjša, ko ustvarja tudi za otroke. Ko se ptički ženijo, je eno izmed njegovih del kot nalašč za barvito lutkovno gledališče. Jaz spremljam Ferija Lainščka že zelo dolgo in mislim, da njegova besedila so taka na enostaven način znajo povedati res tisto, kar lahko in mali in veliki razumejo res v bistvo. In zakaj decembra? Ferija Lainščka smo vprašali, če se lahko ženijo tudi decembra, pa je potrdil, da lahko. Tako da na premiero ga sicer ni bilo, ker je v Brežicah zdaj na odru, ampak pride pa 11. marca, ko bomo imeli ponovitev en dan pred Gregorjevim. Iva Grabnar se je skupaj z Mojco Firn, sicer pod mentorstvom Petra Militarova, prvič soočila z vlogo režiserke, saj smo jo doslej videvali predvsem na odru. Z Mojco sva skočili v te škorne, sicer s pomočjo Petra Militarova, malo nam je pomagal, ker to delava prvič. Breda je rekla, da zmoreva in sva probali. In kakšni so prvi vtisi sedaj, oziroma je ta adrenalin že popustil? Kaj ostane potem režiserju? Kaj ostane režiserju? Želja za naprej, duša, ne vem, volja, da bi delali naprej. Ko Iva pravi Breda, misli na Bredo Rovškovo, ki je že večkrat skočila v škorne režiserke, tokrat pa je predvsem poskrbela za izdelavo lutk. Mi že nekaj časa skupaj delamo in Mojca in Iva sta obe zelo nadarjeni in se nekje, bom rekla, na tem področju sta se začele samo uresničevati svoje darove tudi. In jaz sem jih skoraj, velikokrat sem jim rekla, da pač to naredijo, to predstavo, ampak seveda začetek je težak in na začetku je bilo malo dileme, a bo šlo ali ne bo šlo. No, ampak ko so bile lutke narejene in so pol naredili. V lutkovni igrici, ko se ptički ženijo, nastopa strašilo 3 vrabčki, sraka in 2 papagaja. Koliko časa ste potrebovali za to, da ste se vživeli v ta Lainščkov tekst?
Kar nekaj časa, čeprav je bilo treba veliko popravljati, pa dodajati, pa in tako naprej. Ne. Tako da nekaj dela je s tem, seveda. Ne. Ampak če ima človek rutino, ker jo jaz pač imam delno, ne, nimam pač čist, ne, pol je to lažje, je hitreje narejen. Ne. Zdaj s Rako sem večkrat delala, ni bil problem, ne. Ostale pa sem mogla malo misliti, kako. Igra govori o sožitju med vrabci in strašilom, kar je vse prej kot nekaj običajnega. Lutkam je dušo vdahnila mlada ekipa, igralci stari od 8 do 18 let. Vsak od igralcev da dušo lutki, vsak da svoj talent v lutko in pustimo ga, da sam raste z lutko. Vsak svojo vlogo in lutko oblikuje. Ne vem, mislim, da je to lepo. No. Kakšni so potem občutki? Ja, lepi. Lepi. Ta igralska mlada zasedba je tisto, kar vi želite, da se dogaja z vašimi lutkami? Ja, seveda, pa da se še več takih stvari naredi, ne. Pa da tudi jaz tudi zelo skrbim in gledam, da če se nekaj naredi, da se potem tudi nastopa večkrat, ne. Najmlajši v igralski zasedbi, pa ne z najmanjšo vlogo, je 8-letni Jaka Malnar, že kar precejšno kilometrino na Pirniškem odru. Povej, kako ti je bila všeč tale vloga vrabčka? Mi bila kratko živahna, lepa, pa luškana. In koliko časa se moraš pripravljati na takole vlogo s toliko besedila? Jaz ne prav velik, večinoma pa se kar daš časa. Pa ti dela tole na pamet učenje besedilo kaj težav? Odvisno katere besede, mogoče malo daljši, ko kaj pozabim, drugače pa ne. In tole ni tvoja prva vloga. Veš, koliko vlog si že odigral na temle odru? Kar par. In katera od teh ti je potem najljubša? Kuža. V kateri predstavi se mogoče še spomniš? Ja, ta naša babica. In kako lepo se počutiš v tejle igralski zasedbi? Zelo dober in uživam. O tem, da so člani folklorne skupine Starejši otroci konec meseca oktobra dosegli odlično drugo mesto oziroma srebrno medaljo s pridihom zlata na 16. mednarodnem festivalu Folklorne zvezde Dunaja 2017, smo že poročali. V ta namen so pripravili tudi prireditev, na kateri so zbirali sredstva za nakup novih čevljev in očitno se je trud sponzorjev in mladih folkloristov izplačal. Da se zahvalijo svojim podpornikom in prikažejo, kako lepo so se na Dunaju imeli, pa so tokrat pripravili še nastop z naslovom Dunaj po Dunaju, ki je bil v petek v domu krajanov v Sori. Obilo dobre volje in mladostnega optimizma je bil očitno najboljši recept za odlično uvrstitev na odru, pa so se jim tokrat pridružile še ostale folklorne skupine iz Sore in družno proslavile zaključek uspešnega folklornega leta. Sorški mladi folkloristi običajno na gostovanjih v tujini dosegajo zelo pozitivne odzive in potovanje na Dunaj v oktobru je prineslo nov uspeh generacije, ki skupaj pleše že 7. leto, a je bila pred komaj 2 mesecema preimenovana iz starejših otrok v mladince. Dosegli so odlično drugo mesto, a njihove medalje so se svetile v zlati. Bilo je v bistvu nad pričakovanji. Nobeden od nas si ni mislil, da bomo prišli toliko dela, še posebej, ker je bilo dosti drugih skupin, ki so isto zelo bili močni, dober so imeli program, ampak ja, kaj ne rečem, komisija je ocenila, da si zaslužimo drugo mesto. V bistvu mi smo zmagali. Ja, tehnično gledano smo bili prvi, a ne? Po medalji gledano mi smo perfektni. Ja, kar gledano tudi. Samo na dvojko se zasrali. Ne, bilo je super, lepo smo se imeli, ne vem, kaj bi lahko še popravili, da bi bili eni in drugi so bili boljši. Mi smo bili odlični, nekdo je pa bil še za kanček boljši. Ja, ščepec. Važno je bilo, da smo bili skupaj, da smo se fajn imeli. Tako, nič drugega. V Soro so tokrat povabili vse ljubitelje folklore in svoje podpornike, da se jim zahvalijo na svoj otroško prisrčen način ter obenem pokažejo, kako je bilo na festivalu na Dunaju. Ja,
pač prikazali smo, kaj smo delali, kako smo se imeli, pač kako je bilo dobro, no, v bistvu. Ta zadnji splet ne smo ga zaplasali na Dunaju, da smo se uvrstili na drugo mesto, to je bilo isto. Ne vem, isto je bilo to, da smo bili skupaj, da smo se imeli lepo, to je bilo isto. Publika je bila pa danes boljša. Tako, absolutno, ker tam smo bili publika sami. Ja, tako, sami smo bili namen. Glavni namen današnje prireditve je bil prikazati vsem ljubiteljem, podpornikom in pa seveda tudi donatorjem, kako smo se imeli na Dunaju in pa se jim javno zahvaliti za prvo našo tekmovanje, gostovanje v tujini in pa prvo pošiljko čevljev, ki je že prispela v začetku oktobra. Mladi folkloristi se sedaj učijo novih, zahtevnejših postavitev, takšnih, kot so zahtevane za mladince. Obenem pa zbirajo tudi prostovoljne prispevke, ki vedno pridejo prav za nakup nujno potrebnih plesnih oblačil, kajti v Sori zelo zvesto sledijo tradiciji. Slišim, da iščete nove čevlje. Kako je s tem? Člane in čevlje, karkoli bo dobrodošlo, vse prpete. Oblike. Mami ne. Sestro, brata, sestrično, bratranca, bajte. Mi vas sprejmemo. Pa še enega imamo, lejte še tam, obrnite kamero. Kakšne kriterije mora imeti nekdo, da se vam pridruži tukaj na urad? Da rad pleše, pa da ima humor, pa da sam ne pride, ko bomo že sprejeli, ni panike. Da ima rad dobro družno, da se poveseli s prijatelji. Pa da ga polnoči zunaj. Da nima hišnega pripora ali pa kaj takega. Rabimo nove člane, predvsem rabimo glasbenike, kakšnega, ki igra, ne vem, flavto, violino, kakšen, da je mlad, da bi pasal noter v našo družbo, v to. Ja, pa tudi novi člani so vedno dobrodošli. Tukaj ne drži ta pregovor manj je več, no? Tukaj glih kontra, ne? Več je manj. Člani mladinske folklorne skupine imajo v načrtih že novo gostovanje, ki je predvideno prihodnje leto poleti, a bolj natančnih podatkov še niso želeli izdati. Verjamemo pa, da bodo ponovno zelo pozitivno predstavili našo občino, katere eni najbolj zvestih ambasadorjev so. Medvoška heavy metal zasedba Metal Steel je izdala svoj 7. studijski album, ki nosi naslov Beyond the Stars. Skupina je ustvarila svoj prvi konceptni album, ki se vrti okrog nezemljanov, naslednje stopnje razvoja človeštva in starodavnih nadčloveških bitij. Podpore strani oboževalcev na sobotnem koncertu v klubu Jedro ni manjkalo. Kot predskupina so nastopili Edge of Sins, za plesni vložek pa so poskrbele plesalke skupine Tribal Bizarre. Medvoška heavy metalska institucija Metal Steel je razkrila svoj najnovejši studijski izdelek, ki nosi naslov Beyond the Stars. Njihov prvi konceptualni album govori o izvenzemeljskih gostih, naslednjem koraku v razvoju človeštva in ostalih futurističnih temah. Ta tematika, ki nas v bistvu celota, mislim, cel band, vse zanima, beremo knjige z tega področja in vse in pač se dejansko vse nekako se poistovetimo, da se vsa ta tematika se v bistvu poveže s tem, kako dejansko v današnjem času živimo in smo hoteli, pač to je dejansko cool tema za metal band. Ufološke teme, teorije o starodavnih božanstvih in njihova povezava z nezemljani je nekaj, kar avtorja besedil Roka Tomšiča zanima že dalj časa. Navdih za pisanje pa je črpal iz različnih virov. Mene to že kar nekaj let zanima, no, v bistvu že od majhnega, že na prvi plošči se najde en komad, ki govori o teh tematikah, tako da, ko smo bili res mulci. Tako da ja, veliko, tako kot je Daša rekla, veliko vsi štirje beremo, pa gledamo dokumentarce pa tako naprej na to tematiko. Pač ena varianta teorij o evoluciji človeka govori o tem, da smo mi pač potomci ene nezemeljske rase in v bistvu to je, se mi zdi, ful zanimiva stvar, zato ker dejansko sovpada tudi z raznimi svetimi knjigami, kot je Biblija in tako naprej, tako da jaz mislim, da nekaj že moram biti na tem. Če gledamo vse te mitologije pa za nazaj preteklost, je zelo zanimivo malo o tem razmišljati. Prodoren in melodičen album nosi tudi sporočilo, ali bolje rečeno opozorilo. V bistvu cel album govori nekako o tem,
da je človeštvo zašlo v napačno smer razvoja, se pravi, kakor vemo, obsedeno z materializmom, z tehnologijo, zgubljajo se moralne vrednote in tako naprej in pač nezemljani pridejo spet, kot so že v preteklosti verjetno prišli, da nas usmerijo na ta pravo pot, preden pač spet naredijo vesoljni potop in tako naprej, kar se je že v preteklosti dogajalo. Tako da je neko opozorilo, pridejo kot pozitivna entiteta, ki nas proba osvoboditi od teh globalnih elit pa tega sranja, ki zavaja ljudi in jih spravlja na napačno pot načina življenja. V istem tednu kot album so Metal Steel izdali tudi videospot za komad The End of the World, ki ga je zrežiral basist Matej Sušnik v sodelovanju s produkcijo Max Visuals. Za komad smo bili že od vsega začetka v bistvu vsi skupaj odločeni, da bo to. Matej, kokar rastura, je pač že vedel v glavi tudi točno na besedilo, kaj bi on naredil. Tako da so nam pa vse se je pač poklapali, vse smo imeli, prijatelji so nam pomagali in pa smo sam še določili datum, rekli, to je to. Probali čim prej posneti, da smo lahko izdali še pred koncertom, pred release plate. Predstavitev novega izdelka je skupina pripravila v domačem klubu Jedro. Številčna množica oboževalcev je nove skladbe odlično sprejela, na sobotnem repertoarju pa ni manjkalo niti starejših hitov. Kot predskupina so nastopili Edge of Sins, za popestritev nastopa pa so poskrbele tudi plesalke plesne skupine Tribal Bizarre. Medvoški policisti poročajo o 3 prometnih nesrečah. V Vikrčah je voznik vozil z neprilagojeno hitrostjo in trčil v obcestni objekt. Prav tako v Vikrčah je nek drug voznik zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v stoječe vozilo pred križiščem. V Medvodah je voznik zapeljal v rdečo luč in povzročil nezgodo, hude poškodbe pa je utrpel pešec, ki ga je na sicer slabo osvetljenem prehodu za pešce v Zbiljah povozil voznik osebnega avtomobila. Poročajo še o 3 tatvinah v Medvodah, med njimi so kradli iz avtomobila, v trgovini pa so znani storilci ukradli jestvine. V Žlebah je kršiteljica razgrajala v zasebnem prostoru, v Medvodah pa je nekdo kršil predpise, ki se nanašajo na zakon o orožju. Tako kot skorajda vsaki črni kroniki vas tudi tokrat opozarjamo na tatove. Njihove dejavnosti ne ustavijo niti vremenske razmere, zato previdno. Pridružite se nam v akciji Postani zvezda, ne meči petard in svet bo tudi zaradi vas bolj prijazen. Uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, je sicer strogo prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih v okolici šol in zdravstvenih ustanov. Naj bo veseli december vesel brez alkohola. Vsi, ki se boste zabavali na sobotnem tekmovanju kuhanega vina, pa seveda v primeru intenzivnega pokušanja ne sedite za volan oziroma se držite domačega čaja in sladkih dobrot. Ta konec tedna vas vabimo še, da se pridružite 4. tekmovanju v kuhanju vina in čaja. Zagotovo bo zabavno. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo, želimo vam še naprej prijeten večer in seveda nasvidenje do prihodnjič.